En lep dober dan oziroma vam dober večer, zopet s Konjskega vrha. Ja, lep pozdrav s Konjskega vrha. Tole snemamo točno na dan, ko bi ti moral biti v Šmarju z nami. Je tako? In eno srečanje predhodno je že odpadlo, to je odpadlo in še nekaj jih verjetno bo odpadlo. Ja, mislim, da. Zato smo prišli mi k tebi na obisk na Konjski vrh, da te povprašamo, kako si. To je ta glavno vprašanje zdaj. Ja, nenehno sem v družbi katetra. Torej imam spremljevalca, ja, pred prazniki. Se je pač pokazalo to, kar nisem hotel upoštevati, oziroma to je tisto, ko gre človek preko sebe. V bistvu že 2 meseca sem opazil simptome, ki bi mi morali dati misliti, predvsem pa bi moral dati misliti mojim doktorjem, ki bi ugotovili, da so ledvica ogrožena, ko je bilo že pa nevzdržno to tik pred božičnimi prazniki. In je pač laboratorij pokazal, da ledvice več ne delajo. Potem pa se je vse začelo odvijati zelo hitro na urgenco in zdaj pač morajo ledvičke priti k sebi, pa sledi še operacija. Torej, da sem rekel na dolgotrajnem dopustu, takšnega dopusta res nisem imel že dolgo časa. Ne bom rekel, da mi paše, ker sem v takem znamenju utrujenosti. Fino bi bilo, če bi bil tak, bi rekel, da mi je dopust, da pa si poln moči, pa lahko potem delaš tisto, kar te pritegne, tak pa v bistvu res je telo pokazalo, da se mora obnoviti. In se spomniš, nedolgo nazaj sva ravno govorila o tem, kako je potrebno se zaustaviti, če ne te nekaj zaustavi. Ja, vidim to, v bistvu, ampak res zaustaviti tako, da prisluhneš sebi, To pomeni, ne samo, da nekaj opaziš, pa greš preko sebe, ampak res, da se tako ustaviš in da si toliko pošten do sebe, da na nek način prisluhneš. Pa ne gre to samo za telo, ker jaz bi moral že pred 2 mesecema se odzvati, ampak greš preko in se zaposliš s tem, se posliš z onim, te poklicajo sem, te poklicajo tja, čeprav recimo imaš resne težave, pač povozi sebe, se potem tiste trenutke tam, ko si izpostavljen, pa tudi ne samo trenutke, tisti čas pač preživiš, ker daš toliko več energije iz sebe, potem pa dejansko daljnoročno pa to preprosto ne gre, potem pride do kolapsa. Zato se mi zdi res to, kar so svetovali, da bi mogel človek vsak dan vstopiti v cono postanka oziroma tihote, recimo, samo kaj, ko nam zdaj ob večerih, kjer je bil običajno ta čas, zapolnijo z mediji, z novicami, z številnimi oddajami, ne bom rekel, da je to slabo, ni pa dobro, če si pa človek ne vzame, recimo, bom rekel, kar 1 uro, pa bo zdaj rekel, kje pa imamo časa. S tem preživimo ure in ure priklenjeni na te medije, ki so nam dani, da bi imel 1 uro časa, da bi pa si naredil en tak res, kot sam rad rečem, svet večer. To pomeni, da se umiriš, da greš v tihoto, da zaznaš samega sebe, da greš preko dneva, da zaznaš svoje čustvene odzive na dogodke, s katerimi si se soočil, da jih ne povoziš, ker tudi naša čustva, naša psiha potrebuje umiritev, razrešitev, ampak mi to preprosto povozimo, ne samo fizične znake bolezni, ampak tudi čustvene, preprosto si ne vzamemo časa. Nenazadnje tudi za duhovno, ne bom rekel samo duhovno v smislu povezanosti z Bogom, ampak veste, čas je relativen pojem, In če ti znaš stopiti v tihoto, lahko v tem trenutku zaznaš, recimo, začutiš, recimo, katere korake narediti, katere korake ne narediti, Če pa ne vstopiš v tihoto, govorim za sebe, narediš veliko neumnih korakov,
preprosto smo pa vedno naprej opozorjeni. Kateri pravijo, da jih spomnijo angeli, ne? Pravijo, sem prav zaznal, da ne smem iti tja pa tja, ne? Čas je relativen pojem, vse je v sedanjem trenutku, to je, vem, težko razumeti, ampak če se ti ustaviš v sedanjem trenutku in ga povežeš v duhovni razsežnosti, v to prostranost trenutka, potem prav lahko veš, zaznaš, razbereš, katere korake narediti, kaj je tvoja pot, kaj pa tvoja pot ni. Ne? To je zelo pomembno, torej za duhovno, za čustveno in seveda tudi telesno. Ne? Biti pošten do, kot je rekel sveti Frančišek Asiški, do svojega brata osla. Ne? Vendarle te nosi, mi imamo telo, ne? In je pošteno, da smo tudi pozorni do njega in da smo mu hvaležni, ne? Da nismo do njega neusmiljeni. Ne? Zato so ti postanki, recimo ob večerih, zelo pomembni. Ne? Da sploh smo imeli včasih tudi tisto, recimo, počitnice ali pa nedeljski počitek. Ne? Nedeljski počitek je bil zato, da so prišli k sebi, ne? Kot se reče. Mi pa norimo, ne vem, kakšne zabave si. Vse v redu. Sam, če živi samo raztreseno, je vprašanje, kje se bo zgubil, pa če se boš našel. Ne? Zato so ti trenutki postanka, tihote zelo, zelo pomembni, da se ne izgubimo, predvsem pa da lažje dejansko, bi rekel, nastan notranji in duhovni vzgib usmerja v tiste smeri, ki so pot naše uresničitve. In mi ti želimo, da te trenutke, ko te je zaustavila bolezen, preživiš res polno, v stiku s seboj. Ja, želim tudi vsakemu od vas, ne. Potem nas, kot rečemo, življenje ustavi, ne. Želim, recimo, ampak res tudi sam zase zdaj vidim, da bom moral, tako da rečem, večer bolj ker človek sicer do konca dneva dela polno, potem misliš, da moraš še to pa ono pregledati, potem pa si že tako zmaten, da imaš tisto, recimo, da bi prišel k sebi, zaznal sebe, imaš mogoče par trenutkov, ampak v tistih trenutkih niti ne prideš do sebe. Ne? Vidim, da bom moral strukturirati čas drugače. Jaz sem večkrat rekel prej, da imam poln kufer, tudi to je nevarno govoriti, ne? Moramo zelo paziti, ne? Ampak mislim, da je eno obdobje staro za mano in da bom moral strukturirati svoje življenje v prihodnje, tako da bom lahko daljnoročen, predvsem pa, da bom lahko v kontekstu tistega poslanstva, ki je moja pot. Ne? Se lahko delaš usluge na 101 način, ampak predvsem tudi leta so tukaj, bom moral predvsem delati tisto, kar je moja pot, da bom v času, ki me je dan, res naredil tisto, kar je še v mojem poslanstvu, ne? Da me ne bojo kradli, ampak ne mislim samo, recimo, dogodki, ampak tudi ne vem kakšne informacije ali pa karkoli, ne? Kar me odteguje od tistega bistvenega. Ne? To ne pomeni, da ni bistveno tudi čas za smeh, čas za razvedrilo, tudi to je bistveno. Ampak najti ravnotežje med vsem tem. V tihoti to zaznaš. Ne? Zato res mislim tisto, kar sva govorila oziroma razmišljala na začetku, ne? Je res tisti čas tihote, ko se ustaviš, ko se umiriš, ne? Takrat najde samega sebe. Ampak vedno več ljudi tudi srečuje, ko to išče. Nasploh, veste, ko so bile civilizacije v krizi, recimo rimska civilizacija, takrat se je začelo puščavništvo, meništvo. Takrat so se ljudje trumoma umikali v tihoto, ker so vedeli, da je tam kaos. Ne? In v tisti tihoti so razbirali svojo pot, svoj način življenja. Tudi danes, če gledamo ta krasni novi svet, ne, je dejansko je čas, da bomo vrednotili ta čas umika, da bomo razbrali, kaj je naša pot, da nas ne bo čas nosil, ampak da bomo mi nosili to, kar je vredno v času in prostoru svojega bivanja. In s tem lahko zaključiva najin današnji pomenek. Ja, lep pozdrav s Konjskega vrha in vsakemu vse dobro. Zdravljeni.